Lepo pozdravljeni, dragi otroci, spoštovani starši, učiteljice, vzgojiteljice, cenjeni obiskovalci. Z današnjo prireditvijo zaključujemo bralni program Bralna Mavrica, ki je potekal v šolskem letu 2025-2026. Cilj programa je že vseh 21 let spodbuditi družinsko branje in otrokom približati svet knjig že v njihovem predbralnem obdobju, pozneje pa jih spodbujati na začetku njihove bralne poti. V Bralni Mavrici so letos sodelovali Navihančki in igralčki iz Artič, Pikapolonice z Vizelskega, Listki, Lučke, Sovice, Pande, Jagode, Metulji, Sončki, Piščalke, Mehurčki, Bombončki, Oblački, Balončki, Piškotki in Metuljčki iz Brežic, Žabice, Vodomci in Slavčki iz Cerkve ob Krki, Dobovske čebelice, Metuljčki in Pikapolonice, Zvezdice in Sončki iz Globokega, Zvezdice in Palčki iz Kapel, Pike iz Pišec ter Zajčki iz Velike Doline. Za mavrično priznanje so se potegovali tudi učenci prvih, drugih in tretjih razredov osnovnih šol Artiče, Vizelsko, Brežice, Cerkve ob Krki, Dobova, Globoko, Kapele, Pišece in Velika Dolina. Učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Srbiji pod mentorstvom Rud Zlovec in Tatjane Troha-Lekič. Dragi mavrični bralci, smo v letu, ko knjižnica Brežica praznuje svoj 80. rojstni dan. Pred toliko leti je namreč Brežičanka, gospa Elizaveta Savica Zorko, pričela izposojati gradivo, katerega je v ta namen zbrala med domačini. Poseben del domače knjižnice je mladinski oddelek. Predstavitveni znak slednjega sta deček in deklica, ki lovita mavrične ptice. Kot ptice potujejo tudi knjige, iz knjižnice k bralcem in nazaj na knjižnične police. Bralci pomagamo knjigam oživeti, ko jih beremo, nam priletijo zgodbe, podobe in pesmi. Za usvojeno bralno mavrico je potrebno sodelovanje, najprej znotraj družin, kjer starši spodbujate svoje otroke k druženju s knjigo in k branju. Za uspešen zaključek je pomembno, da ste k bralni mavrici pristopili tudi vzgojitelji in vzgojiteljice ter učitelji in učiteljice, da so vezi močnejše, pa nam pomagajo tudi šolske knjižničarke. Med tkanjem bralnih naves pa se ustvarijo vezi, ki so neprecenljive. Letos je bralna mavrica uspešno zaključilo 443 otrok. Prav vsakomor med vami iskreno čestitam. Dragi otroci, ostanite še naprej zvesti knjigi in branju, ter se tudi v prihodnje udeležujte bralnih tekmovanj. Eno takih z imenom Poletavci, poletni bralci, se začne že 10. junija in bo trajalo do 10. dne septembra. Vabljeni, da s knjigami med poletjem v skrivnostne svetove zgodb poletite tudi vi. Na koncu bi se rada zahvalila vam, spoštovani starši, vzgojiteljice in učiteljice. Skozi celo šolsko leto ste otroke spodbujali k obisku knjižnice Brežice. Motivirali ste jih za branje in ustvarjanje umetnin, ter nam tako pomagali pri izvedbi pomembnega bralnega programa. Želimo si, da bi tudi v bodoče tako dobro sodelovali. Sedaj bom na oder poimensko povabila vzgojiteljice in učiteljice, ki bodo prevzele priznanja za svoje skupine oziroma razrede. Otroci, vi boste priznanje dobili v prihodnjih dneh v vrtcu ali šoli. Tisti, ki pa ste priznanje osvojili pod rubriko Ostali, ga boste lahko od jutri, 27. maja, prevzeli na mladinskem oddelku knjižnice.
Dragi otroci, ob priznanju ste si kot nagrado za svoj trud prislužili tudi ogled današnje gledališke predstave, katere naslov je Škratek prijateljček. Izvedel jo bo Zavod Enostavno prijatelji. Izvedbo predstave sta podprli Občina Brežice in Zavarovalnica Triglav. Na oder vabim igralce, da nam odstrejo zgodbo. Se je zgodilo prav posebno presenečenje. In tako se je zgodilo presenečenje. Cvetko Marjetko je obiskal Škratek prijateljček, najprijaznejši škrat na vsem svetu, ki vse škrate in otroke uči lepega vedenja. Prišel je do Cvetke, ji dal petko, ter ji na uho prišepnil, da je prišel na pomoč, ker je slišal, kako se njen bratec Tinko Pobalinko grdo obnaša. Cvetka ni mogla verjeti svojim očem. Škratek prijateljček pa je predlagal načrt, kako bosta Tinka Pobalinka naučila lepega vedenja. Tinko Pobalinko bo obljubil največji zaklad, ampak samo, če mu bo uspelo opraviti 3 naloge o lepem vedenju. Cvetka je prikimala in dodala: Pa Škratek prijateljček, ti pa vse veš, moj bratec Tinko, on obožuje zaklade, tako bo to vesel. Cvetkica, Nurkica, stop. Boječke, vrečke, tečke, šlična, korenček, vidvasta, dujenček, kdo pa je tole? Kdo je tole? A lahko? Kaj? A ne veš, kdo je to? Ne. To je Škratek prijateljček, najprijaznejši škrat na vsem svetu. Škratek prijateljček ima to kocko. Ti bi si rad kocko sposodil, kako to narediš, da Škratek ostane dobre volje in da ti mi zaploskamo. A kako si kocko sposodil? Pa to je čisto enostavno. Ej, daj mi kocko. A je on gluh? Kocko mi daj! In naloga je opravljena, dragi moji. Ne, Škratek ni dobre volje in noben ti ne ploska, kaj ne otroci? Kaj? To ni opravljena naloga. Pridi, Škratek. Čakaj samo, ja, kako pa si vi sposojate igrače? Daj, Tinko, poskusi še enkrat. Ja, kaj? Pojdi do otrok in ti bodo oni povedali. Kratek sedi tukaj na štolu. Ja. Kar pridi, Škratek. In beri svojo knjigico. Ja. Ti pa bi tudi rad pogledal knjigico, Ja. kako si tokrat to sposodiš. Zdaj pa še znam. On bere knjigo, jaz bi rad bral knjigo in pogledajte zdaj, Tinko Pobalinko, mojster na delu. A lahko prosim knjigo? Zakaj pa mi noče do knjige? Jaz sem rekel prosim. A lahko prosim knjigo? No, a lepše rečem? A lahko Škratek prijateljček, prosim knjigo? Jaz sem rekel
Kako? A če bom počakal, bi mi dal knjigo? Čakaj, skrat, a mi boš dal, prosim, knjigo, če malo počakam? Ja, Ampak, meni se ne da čakat. ampak ti, ko poslušaj, ta čas, ko boš čakal, pa se midva lahko podajava s to kocko in ti bo čas hitreje minil. Poglej, Nikoli mi ne bo dal knjige. On je rekel, da mi bo dal knjigo in nikoli mi ne da. On je rekel, da bo dal in mi no ni ti dal. kadaj, odpi mi, pa ne tako, lepo mi odpi, prosim. Počakaj. Nikoli mi ne bo dal knjige. On je rekel, Tiko, a mi lahko lepo odpiješ, ne? mi ne bo dal knjige. In jaz sem dal knjigo in mi ni dal knjige. Kaj? Ker si malo počakal, si dobil knjigo, škratek je dobre volje in druga naloga. Opravi nas, zaprošajmo. Kako že rečem? Oprosti. Evo, ali je konec? Aha, če rečeš oprosti, moraš povedati zakaj. Oprosti zakaj? Ne. Oprosti poveš, za katere stvari se opravičuješ. Oprosti za, ker sem ti pihnil svečko na torti. Prav. Oprosti, ker... A tako? A je tako v redu? Oprosti, ker sem ti nagajal, pa spulil kocko. Oprosti, ker sem ti strgal krono, pa sem se grdo obnašal. Pa oprosti vam, otroci, ker sem se tudi vam kazal jezik, pa se grdo obnašal. Če mi oprostiš, bom prijazen. To vse resno misliš? Glej, če mi oprostiš, bom rekel prosim, in če mi ne boš mogel dati takoj, bom pomalo počakal. Ti oprosti. A za prijatelja? Prijatelja. Hvala, prosim, dober dan. Gremo vsi skupaj. Hvala, prosim, dober dan. So besede za vsak dan. Prosim, izvoli, rad te imam, pa nikoli nisi sam. Dragi moji, jaz bom objel svojo sestrico, moj zaklad, vi pa objemite svoje prijatelje, starše, bratce, sestrice. Vsak ne objame svoj zaklad. A ste objeli zaklade? A so topli? Hvala škratek prijateljček, da si me naučil nekih besed. Uporabljal jih bom vsak dan. In hvala škratek, da si priskočil meni na pomoč, ko sem jokala v svoji sobi. Hvala. In tudi vi, otroci in starši, uporabljajte čim več lepih besed, kajti lepo vedenje je zelo zabavno, pa še drugemu ogreje srce.